Ste pomislili, kaj je glavna motivacija pri tem, da zdaj ne govorimo več o evtanaziji, ampak samo še o pomoči pri samomoru? Zaradi tega, ker je to zelo lahkoten način, kako se znebiš glavne opozicije pri takem zakonu. In sicer zdravnike in njihove zdravniške stanovske organizacije. Ker kaj jim rečeš? Sej ne boste vi tisti, ki boste rabili dati smrtonosno dozo, ampak bojo to pacienti sami delali in vi nimate nobene moralne odgovornosti več pri tem dejanju. Ampak to je daleč od tega, zaradi tega, ker je zdravljenje in ohranjanje življenja glavno poslanstvo zdravniškega poklica. In kot piše v zdravniškem kodeksu o zdravniški etiki, da je največja zapoved pri mojem ravnanju bo ohranjanje in obnavljanje zdravja in preprečevanje in lajšanje trpljenja. In Hipokratova prisega gre še korak dlje. Ta govori o tem, da jaz kot zdravnik ne bom izročil smrtnega zdravila, tudi če me pacient zanj prosi. In to je v direktnem nasprotju z idejo o pomoči pri samomoru. In zakonodajalec v uvodu v zakon piše, da obstajajo zunaj vodstva teh organizacij številni zdravniki, ki svoje poslanstvo vidijo drugače, ne v brezmejnem prizadevanju ohranjanja človeških življenj, ampak v pomoči pacientom. In jaz verjamem, da taki zdravniki obstajajo, ampak to ne pomeni, da so zdravniki, ki brezmejno prizadevajo ohranjanju življenj, tisti, ki so čudni, ampak tisti, ki vidijo poslanstvo v tem, da bi pomagali pri samomoru. In tudi zdravniki tukaj skozi ta, torej, ko so propagirali ta zakon, so govorili o govoru vesti, da se ne boste vi rabili biti tisti, da se boste lahko samo izločili, ne boste rabili pomagati pri samomoru. Ampak to je ista oblast, ki je še 2 meseca nazaj v bistvu iz zakona vrgla v govor vesti zaradi ene farmacevtke, ki jo je uveljavljala v Lendavi. Jaz naj bi bil popolnoma prepričan, da je ta ugovor vesti res tako svet, kot ga zdaj prodajajo.